Tako je hiša Visočnikovi izgledala pred lanskoletno ujmo in tako izgleda danes. Zemljo je skoraj v celoti prekrila. Visočnikovi so 4. avgusta lani pred plazečo zemljo komaj pobegnili. Sedaj živijo v manjšem stanovanju, ki jim ga je priskrbel javni medobčinski stanovanjski sklad. Nimaš prostora za neke stvari, ki bi jaz shranil. Ni kleti, ni delavnice, ni garaže, nima kabineta za moj hobi, rade amaterske. Tako da pač preživljamo, kako se znajdemo. Podobno katastrofo je doživela tudi mlada družina Kapun. Plaz se je sprožil tik pod njihovo hišo. Ob letošnjem deževju pred nekaj dnevi jim je spanec skratilo močno pokanje in ječanje. Ko hodim okoli hiše, se mi zdi, da so stalno neke male pokice. Je pa vlaga v kleti, kar pomeni, da je voda nekje pod hišo. Ker tudi jaz mislim, da nekaj spodaj se je pretakala. Obljube o pomoči so bile lansko leto strani mariborske občine precejšnje, vendar so v letu dni splahnele. Na občine so obljubile, da bomo dobili pomoč. In ker sem pa drugič prišel, so rekli, da trenutno občina ima denarja, da bo država pomagala. Sedaj pa tudi država ne pomaga in zdaj ne vemo, bojo pomagali ali ne. Takrat avgusta je bilo marsikaj obljubljeno. Prvo, da bojo poskrbeli za nas, kar tudi delno so sicer z tem stanovanjem, in da se bo saniralo, vsekakor, da se bo saniralo. Prva postavka je bila tudi nekaj okoli 100 000 evrov, cena sanacije, in da se bo začela prva dela septembra. Potem septembra pa so bili tisto deževje, se je prekinilo, po tistem pa ni bilo nič. Medtem ko se Visočnikovi zaradi uničenja na svojo domačijo najverjetneje ne bodo vrnili, pa se Kapunovi strahoma ozirajo v nebo. Zavedajo se namreč, da lahko v primeru ponovnih padavin zasuje tudi njihovo hišo.